Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Čeprav v sekulariziranem svetu upada pomen patriarhalne družine, ostajata otrok in družina še vedno pomembni življenjski vrednoti, ki močno vplivata na smisel življenja posameznika in para. Če ni otrok, je za mnoge zelo hudo. In prav vesel sem, da imamo tokrat v gosteh zelo pomembno osebo, ki že veliko let pomaga tistim, ki se znajdejo v takšnih in drugačnih stiskah, takrat, ko ni otrok. To je diplomirana socialna delavka, strokovna vodja programa priprave na nadomestno starševstvo pri društvu Deteljica, več let tudi asistentka in predavateljica na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani in na turistiki Fakulteti za turizem v Portorožu, doktorica Viktorija Bevc. Dobrodošli v naši družbi. Ja, hvala za povabilo in lep pozdrav vsem, ki bodo z nama v tej oddaji. Tema, o kateri želiva govoriti, je zelo občutljiva. Zahteva ogromno srca, sočutja. Kako vi vse to zmorete že prek 30 let? Na področju posvojitev sem že od 86. leta. Lahko zračunate, ne? Tako da so res izkušnje neverjetne. Kako zmorem? Veste, ko človek ugotovi, da je na pravi poti poslanstva, potem ni nič težko. In ko imaš še podporo družine, gre še vse lažje, ne? Kako se je začelo to vaše delo za neplodne pare in posvojitev otrok? Ja, zelo zanimivo se je začelo. Zanimiva je že moja pot, sploh kako sem na študij socialnega dela, kako sem pristala v tem študiju. Namreč, če sem se že vpisala na pedagoški gimnaziji, sem zaključevala in sem se že vpisala na akademijo za razredni pouk, ker žal ni bilo nekih predmetnih smeri. In tik pred tem, ko sem opravila maturo, sem čisto nehote po naključju zvedela za ta študij. In kliknilo mi je in takoj sem se prepisala, odpotovala k moji teti v Ameriko in stric je bil zelo navdušen, da bi kar tam ostala in sem rekla, bom ostala pod enim pogojem, če ne bom sprejeta na ta študij. Seveda sem bila sprejeta in tako sem prišla nazaj in doštudirala na prvi stopnji. In veste, jaz sem študirala kadrovsko smer. In potem sem se zaposlila in po 11 letih v organizaciji, dela v organizaciji, sem sprejela področje posvojitev na Centru za socialno delo Ljubljana center. To je bila ena posebna milost za mene, ker sem delala lahko 8 ur na področju posvojitev. Namreč večina centrov po Sloveniji imajo področje posvojitev, ampak to ga priključijo nekam. Ali ima to kar direktor v svojem delokrogu, ali pa nek strokovni delavec. In je to tako, kar nekaj mimogrede. Da bi se kdo lahko temu posvetil, se ne more. Jaz pa sem se lahko. In tukaj sem zelo hitro ugotovila, da je to nekaj, kar je čakalo name in jaz na to področje. In tako sem začela raziskovati in sem zelo hitro ugotovila, da ljudje, pari, ki ne morejo otrok imeti, s tem, ko dobijo otroka v posvojitev, še vedno ni dovolj neke sreče, nekega zadovoljstva, neke pomirjenosti znotraj sebe. So se vračali nazaj, ampak sem mogla zelo previdna biti, kaj bom vprašala pred otrokom, kaj bodo odgovorili, to mi ni bilo všeč. Druga zadeva pa sem opazovala te ženske, predvsem posvojiteljske mame, da je še vedno bila neka žalost v njih. In tako je prišlo skozi to opazovanje do tega, da ljudje rabijo pripravo. Pari, ki se soočajo z neplodnostjo, so v zelo, zelo težki življenjski stiski, ker trčijo ob to, kar je bistvo življenja. Torej, sem moški ali sem ženska. In kaj je moja naloga? In naloga ženske je biti
praviloma, ne, lahko so to odkloni, ampak praviloma biti mama, roditi otroka in tako naprej. In to tista ženska, ki tega ne more udejaniti, se je pokazalo, da so to izredno težke situacije, preizkušnje življenjske. Malo kdo, zelo malo pa je tistih parov, ki po naravni intuiciji, po naravni danosti zmorejo to sprejeti kot neko poslanstvo. Ne bom mama, ne bom oče, ampak se bom posvetil nečemu drugemu. Ali bo to posvojitev, ali bo to rejništvo, ali pa bo darovanje sebe za neke druge namene, za starejše mogoče, ne vemo. Teh je izredno malo, teh ljudi. Praviloma so se znašli v hudi stiski in jaz sem to opazovala, ne. In potem se je zgodilo, da sem začela 92. leta s pripravo na posvojitev. Sem jo mogla poimenovati, veste kako? Program preventivne pomoči otrokom. Zakaj? Zato, ker je bilo bogokletno govoriti o pripravi na posvojitev. Veste, to je ta človeška preproščina, ki jo tudi družba dovoljuje, ker lahko manipulira na en način sistem družbeni, ne? Ti konstrukti so na nek način dopadljivi. Vendarle gre za tako pomembno življenjsko področje, ki zahteva znanstveno obravnavo, ne? Jaz sem se temu posvetila tudi znanstveno, zato govorim se to, ampak začelo se je pa preko mojih opazovanj, ne. In tako je prišlo do tega, da sem 7 let delala teh 8 ur, 8-urni posel. To je zelo pomembno, ker sem lahko se veliko stvari naučila in razvila, ene nove metode in tudi začela s tem programom preventivne pomoči otrokom, to jim je bilo lažje slišati, ne, ki se je kasneje preimenoval v okviru društva Deteljica v program priprave na nadomestno starševstvo in teče še danes. Letos obeležujete že 30 let, leta 1994 je bilo ustanovljeno društvo. Kakšen pomen ima vaše društvo? Zakaj je bilo pravzaprav ustanovljeno? Torej, društvo posvojiteljev, posvojencev, rejnikov, rejencev. Ja, društvo posvojiteljskih družin smo takrat rekli. Glejte, jaz težko rečem, da sem nekaj posebej načrtovala. Meni so samo stvari nasprot hodile. In izgleda, da so se tudi pravi ljudje takrat pojavili. In tako je bilo 94. leta, ko je država Slovenija vse financiranje centrov socialno delo prenesla na ministrstva in tudi ministrstva nekako postavila kot ustanovitelje. In takrat je nastal problem, kaj bo s to posvojitvijo, s temi 8 urami nastalo, ker občina ni več financer. No in Republika Slovenija reka, to ne, samo tako, kot so normativi, in se je ukinilo to delovno mesto, prilepilo se je nekomu drugemu par ur dela. In tako je tudi program, kaj bomo zdaj s programom naredili in kaj bomo naredili tudi s par dejavnostmi, recimo tradicionalno srečanje posvojiteljskih družin v Preddvoru, ki je še pokojna gospa Ela Zupančičeva to organizirala. In takrat so bili zraven mene v drugi skupini ljudje in kaj pa, če bi društvo naredili, in tako se je zelo angažiral prvi predsednik, to je bil gospod Saša Jenko, res vsa zahvala mu, in lepo smo ustanovili 4. septembra 94. leta društvo Deteljica in takoj smo ta program, ki je že 2 leti prej tekel, priključili kot neko glavno dejavnost društva Deteljica. In od takrat smo na sceni. Kakšen je ta program, kako potekajo priprave na nadomestno starševstvo? Kako pripraviti posvojitelje na njihovo novo vlogo? Ja, ta program se je, veste, skozi čas, ko je tekel, ne, prva skupina, druga, smo imeli še kar zelo tako mehke priprave, ne. Potem se je pa 97. leta zgodila ena zadeva, nikoli ne bom pozabila.
na poletnem času se peljemo okrog Cerkniškega jezera in se ustavim in tam gledam v to vodo in vse to in me prešine problem neplodnosti. In mi, kot bi neko dobila en klic, nek glas, vika, začni delati na pomoči ljudem, ki imajo težave z neplodnostjo. In nič, samo to se je zgodilo in jaz sem jeseni spet začela s skupino. Ta skupina je bila nekaj posebnega. To je bilo tam skoraj 14 parov, to je zelo velika skupina za delo, veste, v skupini. In 3/4 te skupine je bilo tako prizadete, teh parov, predvsem ženske. To je bilo toliko joka zaradi teh posledic neplodnosti, te prizadetosti, čustvenih pritiskov, da je to popolnoma jasno dozorelo. Naš program bo delal tudi na tem, da pomagamo param, da se soočijo svojo lastno neplodnostjo in da sprejmejo, da počistijo te posledice neplodnosti in da dejansko ustvarita tvorno partnerstvo. Ker veste, vsak par, ki se prijavi k meni v program, vsakemu povem, kaj, ko pridejo, ja, otroka bi rad, ne? Ja, ampak dajmo se ustaviti. Kaj vi danes imate? Kar je sigurno. Sebe in partnerja. In mi moramo na tem delati. In verjemite, da ti ljudje naredijo strašne korake, napredek in se povežejo v tvorno partnerstvo. To pomeni, da res lahko to stopata naprej in da ima te posledice, da nimata svojega otroka, ne pomenijo neko bremzo, ki bi delovala in ju bolela celo življenje. In takrat, ko se to zgodi, se ona dva odpreta in bosta šele takrat slišala, ko se osvobodita vseh teh posledic, bosta slišala vse ostalo, kar še teče v programu. Torej, kaj pomeni posvojiti otroka, posebnosti posvojitve, posebnosti posvojenega otroka, kaj pomeni rejništvo, kaj pa pomeni pot brez otroka tudi. In skozi to, ko grejo leto, 2, 3, se ljudje tako osvobodijo in tako, veste, pripravijo, da jaz sem nad nekimi pari toliko navdušena, ker so toliko dobrega naredili za sebe, da dihajo, kot rečemo, s polnimi pljuči. Nič več oteženi s to bolečino, posledicami neplodnosti. In to je bistvo zame. Ko se tako postavijo na noge, ko znajo živeti, ko ni več bolečine, ko se več ne ozirajo okrog, kaj si ljudje mislijo o njih. To je zmaga. Koliko odstotkov parov v Sloveniji imamo, ki so neplodni, ki ne morejo biti biološki starši? Ko sem jaz prišla na posvojitve, se je govorilo 10%. To je zelo veliko, ne? Veste, je bistveno višji. Danes je veliko višji odstotek. Veliko višji. Jaz se upam trditi, da je kar okrog 25% ljudi, ki imajo kakršnokoli težavo za nositvijo. In zelo je po svoje tudi ta odstotek, ne, če spremljamo, jaz malo spremljam, umetnih oploditev, teh zdravljenj je zelo nizek. Jaz sem pa naredila leta 2002 raziskavo za potrebe moje magistrske naloge in je velik numer razvil. To so bili člani, ki so šli skozi program Deteljice in ne boste verjeli, da sem prišla do odstotka 27% za nositev skozi program. To pomeni, da so se toliko razbremenili, toliko doživeli to, kar Vaclavik reče, rešitev druge vrste. Ne več opcija zgolj fokus na otroka, ampak
življenje. To je skoraj 30% parov, Ja. ste jim lahko pomagali na tak način. Ja. Niso vsi donosili. Nimajo vsi otrok svojih lastnih. prišlo pa je do zanositve? Ampak veste, kaj so me naučile te ženske? Ko je zanosila, pa ni donosila, pa je potem prišlo do posvojitve, ni prišlo do lastnega otroka, ampak to veselje, bila sem noseča. Zanosila sem. A veste, to šele skozi njihove izkušnje vidiš, kaj to pomeni. In to ni samoumevno, kljub temu, da se rodimo v fizično telo kot ženska. Ni samoumevno. Vi ste mati? Jaz sem. Sicer imam samo enega sina, ampak teh posvojenih je pa veliko okrog. Kako bi si sami recimo sebe predstavljali v situaciji teh žensk, ki ne morejo zanositi in imeti svojega Jaz si otroka? veste. Jaz sem, da je vse sorte, kar se mi je v življenju dogodilo, zelo pomembnih, zelo težkih situacij, vedno sem to svojo stisko znala nekako produktivno pogledati in skozi njo se naučiti, da sem pogledala lahko tudi to hudo stisko teh žensk. Drugače pa veste, imam zelo zanimivo izkušnjo. Moj sin je že čez 40 let, pa ene take situacije v življenju, ki ne vemo, a bo kakšen vnuk ali ne bo. In jaz sem se navadila in to želim tudi posredovati vsa leta že tem ljudem. Nikjer ne piše, da bodo vnuki. Nikjer ne piše, da bo otrok, da mora biti. Vi ste se pomirili s tem? Mi se moramo pomiriti, mi se moramo odpreti temu, kar nam je dano. Ker življenje nas kliče nekam drugam. Veste, če bi jaz imela enih 2-3 vnuke, pa bi se po kuhinji vrtela, pa cele dneve stregla, pa tako. Kje bi pa jaz lahko vse druge stvari še naredila? Tako da vedno moramo pogledati, kaj nam je dano, ne kaj nam manjka. Kaj nam je dano? In to jaz dajem v skupini. Zmeraj jih nagovarjam, poglejte, kaj vam je dano. Šele potem in prepustite se. Jaz vedno rečem, jaz sem že leta nazaj rekla, ko so me spraševali, ko pa imaš otrok, imam, pa imaš vnuke, nimam. Ja pa, ne vem. Ne vem, jaz sem lastnemu sinu rekla, ja, ti bi rada imela vnuke. Hojla, če je to za tvoje dobro in za vse to stvarstvo naše, potem se bo to zgodilo. Če tega ne rabiš ti, ne rabim tudi jaz. To se mi zdi, veste, je veliko bogatstvo, če znamo priti do te točke, da ne travmiramo. Pa da na nek način, da se odpoveš tudi neki svoji sebičnosti, ne? Ja. Čakajte, tudi jaz zmeraj rečem, poglejte, prej ste me vprašal, ne? Saj sem edina na tem področju v Sloveniji, pa tudi še kje druge v svetu, ker tako razmišljam in tako delam. In tak program sem razvila. Zakaj bi zdaj mogli to vsi? Veste, to je veliko hudega v življenju. Si naredimo s temi pričakovanji, ki nam jih je družba vcepila. Ampak smo jih mi tudi tako sprejeli. Tako kot sem ta članek v Bogoslovnem vestniku pisala. Ne? Lejte, jaz sem se od parov naučila, kako so prišli ti verujoči, verni pari, ne? Kako so prišli strti v program, ker nekako teh krščanskih vrednot ne morejo zadostiti. Ne morejo jih udejaniti. Torej otrok, družina in tako naprej. Ne? Zakaj? Tudi vera govori o vrednotah, ampak če ti ni dano otroka, boš pa imel drugačno vrednoto znotraj svojih osebnih. Vse vrednota bo še vedno otrok, bo pa sosedov, veste, kaj se rečem mojim parom? Jokate za tem, ker niste starši. Ozrite se okrog sebe. Ne samo otrokom, sosedovmu, ne vem kje vse, tudi odraslim ljudem.
ste lahko vsak dan, v vsakem trenutku starš. Toliko je teh potreb v času, v življenju, katerega živimo. Zelo lepo. Ali imajo kaj verni pari prednosti pri tem, da bi napredovali do tega, da bi lahko postali biološki starši v vašem programu? Je vera kakšna prednost pri tem ali? Ne morem reči, da imajo zaradi tega prednost, ampak velikokrat pa se pogovarjajo z možem, tudi on vse to pozna, ker je ravno toliko vključen v vseh dejavnostih, razen v skupini, ne. Ampak nekaj pa povem, da je velik delež teh parov, ki prihajajo iz cerkvenih logov, so v raznih skupinah, se vse sorte družijo, so bili mogoče tudi pri teh veroučnih skupinah, v skavtskih skupinah. Veste, drugačna odgovornost, kot mogoče pri nekaterih parih, ki niso vključeni v to. Ne morem reči, da so ateisti, ker to ne sprašujemo, ampak ki nimajo tega. Tu pa moram reči, da ta prednost pa je, in veste, ti pari lažje dozorijo, ki so vključeni v te skupine. Oni se bolj zavedajo pomena skupnosti, pomena daj dam. Ker naš program deluje na načelu dobim od parov, dobim od strokovne vodje, dam naprej. Torej prave vrednote kot neka osnova za napredovanje so tu tudi zelo bistvene, ne? Ja, so. In ti pari praviloma, imam veliko krasnih parov, veste, smo še zdaj 40 let že prijatelji in tako naprej. In vidim, to je en plus, en dobro izhodišče, da lažje napredujejo, ne? Kaj vse je treba upoštevati pri organizaciji posvojitve otrok? Kaj je treba vse upoštevati? Zdaj ste me glih v pravem trenutku dobil, ker mislim, da zdaj, ko sem obdelala to neplodnost, da je popolnoma zafiksirana v programu, se že nekaj časa, že enih 10 let, odpira še ena druga zadeva. Zelo pomembno je, da se pari v programu odprejo tudi potrebam otroka oziroma nečemu, kar je višje od nas. Jaz rečem temu kozmični prav, naravni prav. Vsak od nas je rodil neko družino, preko nekega telesa, naših staršev. In nič ni slučajno. Mislim, da se oba strinjava. Nič ni slučajno, da je prišel točno k tistim staršem in točno v tisti rod, v tisto družino. In posegati v to, da otrok nima več mesta tam, da ga prestavimo nekam, je dejanje, veste, o katerem je treba premisliti. In moje načelo je tako, že dolgo časa, zdaj pa vsakokrat bolj jasno. Otrok pripada družini, v katero se je rodil. Lahko so pa situacije, ko ne more biti tam in ne more družina poskrbeti za njega. Če se to zgodi, smo dolžni pripraviti posvojitelje, da bodo z otrokom o izvoru, biološkem izvoru njegovem, govorili. Resnico. Spregovorili resnico. Tukaj smo še zelo daleč, ker družba ni temu naklonjena, razlogov je več. Praviloma je to, kar sem vam rekla, že ko sva govorila, malo poklepetala prej. Mi moramo vedno pogledati, da družba praviloma s to politično demokracijo v ozadju, ne, vedno stremi k temu, da je čim več ljudi v stiskah, v težavah, ker lažje z njimi operirajo, ne.
Ta program naš pa je odprt res dobrobiti otrok in dobrobiti tudi posvojiteljev in tudi bioloških staršev. In zato je v programu tudi pomembno to, da se posvojitelji pripravijo na to, da v sebi začutijo to nujnost, da oni z otrokom spregovorijo o biološkem izvoru. Zdaj pa to lahko na dva načina. Ali poznajo, od kod otrok prihaja, ali pa skoraj ne poznajo nič, samo nekaj osnovnega, ampak lahko imaginarno naredijo. To pomeni, tisto, kar se pričakuje od posvojiteljev je, da otroku jasno povesta, da ga nista rodila, da sta ga posvojila, kam sta ga šla iskat, kako se je to dogajalo in da znata otroku s vso spoštljivostjo do bioloških staršev povedati, nisva v tvojem življenju prva. Prva sta tvoj oče in tvoja mama. Ona dva sta dala življenje, oziroma preko njiju je življenje prišlo, mi dva pa živiva oziroma dajeva, omogočava, da to tvoje življenje, ti kot najin posvojen otrok, živiš naprej. Veste, tisti posvojitelji, ki to zmorejo narediti, so naredili največ, kar lahko naredijo za otroka. Koliko sicer to zaznamuje otroka in tudi prizadene, če denimo potem že v odrasli dobi izve, na kakšen način se je pojavil pri teh posvojiteljskih starših? Veste, imamo izkušnje. K nam v ta program se javljajo tudi, se vključijo tudi odrasli posvojenci, posvojenke. In povedo, kako je bilo težko živeti s tem, da so sicer vedeli, da so posvojeni, ampak več od tega starši niso povedali. In potem sem mislila, da sem v Ljubljani rojena, tako kot so mi pripovedovali, dejansko sem rojena na Kosovu. In tja so me prišli iskat. In veste, to otrok ne more sprejeti drugače kot neko drugo zavrnitev. Prva se je zgodila že v biološki situaciji, tako, strani bioloških staršev. Kakorkoli, otrok bo še vedno pogledal nazaj na biološke starše, da so ga zavrnili. In zdaj se je to zgodilo tudi tukaj. In zdaj to predelati. In spet vzpostaviti občutek varnosti, pripadnosti tej družini, zaupanja. To je težko. To je zelo težko. Nenazadnje ima tak otrok dve mami, biološko mater in potem mater posvojiteljico. V kolikih primerih se te matere med sabo poznajo ali ne poznajo, vedo druga za drugo, so povezani med sabo ali kako je to? Ja, eni se poznajo. A veste, so kakšne situacije, ko lahko to naredimo? Naredimo iz dveh razlogov. Ker je strokovna služba tako dobro pripravila to biološko stran, očeta ali mamo, ali pa je bil otrok v rejništvu, pa je šel potem iz rejništva v posvojitev, pa so nekateri člani družine bili povezani z otrokom in v taki situaciji, če je par, ki eventualno želi posvojiti otroka, pripravljen na to, na te stike, da se zaveda pomena, kako je to pomembno, da otrok ve, od kje izhaja. Da se lahko o tem človeku pogovarjajo, da se občasno dobijo. Potem se to zgodi. V Deteljci imamo kar nekaj takih primerov. Koliko stare otroke pri tem? Glejte, je bila situacija, ko je babica skupaj s teto, torej drugo hčero, ta otrok je bil pa od prve hčere, prinesla tega otroka, se dogovorila, pač situacija je bila dosti težka in
Bilo je, se mi zdi, tako modro od te gospe, babice, da se je odločila, da da v posvojitev potem to vnučko, ker je bila tudi skrbnica. In sta prinesli na center, punčka je imela 1,5 leta in so se spoznali s posvojitelji in imajo normalno stike tudi z mamico. Ta deklica pozna vso familijo in to ni edina. A veste, je veliko tudi takih družin pri meni v Deteljci, ki nimajo stika z biološko mamo ali pa biološkim očetom, ker ni možno še ni možno, ampak so se pa sorojenci našli, ki so bili tudi posvojeni. In zdaj prijateljujejo med sabo, sorojenci. Veste, to je izredno pomembno. Imeti brata, sestro, ko to zvejo ti posvojeni otroci. To je nekaj, ki samo obnemiš, ko vidiš to veselje. Neko novo življenje se začne za njih, ne? To morate, in če bi ljudje, veste, če bi moja stroka to videla tako, kot jaz vidim, sem prepričana, da bi takoj koncept posvojitve spremenila. Kakšen je odnos države do vašega dela? Kdo vas financira? Sami se financiramo dejansko iz prispevkov, članarine in pa prispevkov, ki jih, moram reči, nekateri sorazmerno resno plačajo za delo oziroma za to, kar v skupini dobijo. To je malo, veste, to je 40 evrov. Ampak plačajo in to je naš dejansko dohodek. Me delamo zastonj, zato da pokrijemo stroške pisarne, pa še vse, kar pa zraven teh stroškov je, ne. Kakšna je morda tudi prednost, da društvo ni odvisno od tujih financ? Saj to sem premišljevala, veste, o tej 30-letnici, ne. Kako smo sploh uspeli zdržati 30 let in kako smo sploh uspeli aktivni biti v tem programu vseh teh 33 let, ne. Ker ob kaj trka naše društvo, ne? Člani našega društva so povezani s tabuji, s temami, ki so tabu. Neplodnost, otroci brez staršev, posvojitev, rejništvo. O tem raje ne bi. Ko gre na osebni nivo, raje o tem ne bi spregovorili, ne. Vidite, pri nas smo pa te teme združili in jih sorazmerno dobro nekako v družbeno stvarnost plasirali. Prva tema, neplodnost, ki je bila resnično pokrita, to se ni govorilo. Do 97. leta sem pa tja in še to, neplodnost, sterilnost, tako. Nisi vedel, kako bi vprašal. Jalovost. Čakajte, to smo potem upeljali. No, in 97. leta, ko sem jaz začela s tem, sem se odločila, da moramo pomagati ljudem pri teh težavah, ki jih prinese neplodnost, smo imeli eno veliko srečo. En vaš kolega, en novinar, je pripravil krasno oddajo za televizijo 1, Obzorje duha. In še danes vidim, kje smo, kako je bilo. In snemali smo, kaj pomeni ljudem neplodnost. In mi smo jo poimenovali jalovost. Ker veste, pred jalovostjo besedo bežimo. Ampak to je naša slovenska beseda. Neplodnost. Saj tudi to je. Ampak jalo je bilo tisto, kar iz naše slovenske duše izhaja, ne? In to je lepo Jože Ramovš napisal v svoji knjigi 100 zdravil za dušo, nekaj takega, ne? In jaz sem to uporabila. In vedela sem, zakaj sem to uporabila. Ker bodo vsi skočili po meni. In so. In ko so napadali... Po tisti oddaji.
po tisti oddaji in potem še, seveda, ker so bili to spisi, ljudje so se izpisali, odnos do moje jalovosti, ne, mislim v tem smislu, in zunaj te je bilo vse, te je kar šumelo, ne, in bolj so napadali, več možnosti sem imela obrazlagati. To je samo tehnika, na kakšen način lahko ljudem potem poveš. In se spomnim, da je bilo tudi zelo težki napadi, so bili s strani moje fakultete. Za socialno delo. Ja, ampak jaz sem dala vsem ljudem, da pišejo en spis, ker so nam potikali, da deteljica program priprave na posvojitev deteljici, s tem, ko morajo ljudje, nič ni mus, ne, se veste, ampak daš ljudem nalogo in ne razmišljajo ne z jezo na mene, jaz sem zmeraj, ampak razmišljajte, kaj res vam to pomeni. Kje vas zaboli? Zakaj vas zaboli, če jaz rečem, da napišete spis? Tako v tem smislu. In na fakulteti so tako vehementno, ne, da stigmatiziramo neplodne pare. S tem, ko morajo tem pisati, govoriti in tako naprej. No, in veste, kaj se je pokazalo, ko so ti moji ljudje, jih je bilo veliko, napisali, in je en gospod, žal Tomaž Bric, že pokojni, naredil pregledni referat. In kaj je bila prva misel, ki jo je izpostavil? In imela sem povabljeni 2 profesorci iz fakultete za socialno delo. In njim smo naredili to čast, kot uvod v njihovo predavanje, da smo se jim predstavili tudi, kaj mislimo o tej stigmatizaciji, o kateri oni nam potikajo. In nikoli ne pozabila, kako je lepo Tomaž prebral prvi del. Ne deteljica, ampak vse institucije, vključno s Centrom za socialno delo in vsi tisti, ki nas ne vprašajo o naši bolečini zaradi neplodnosti, ki nočejo govoriti z nami o tem, tisti nas stigmatizirajo. Zelo lepo. No, čudi me takšen odnos fakultete, denimo pa stroke, bi rekel, v tej smeri na tem področju, kajti znano je, da tudi denimo v odvisnosti, dokler odvisnik ni pripravljen spregovoriti o tem, kar živi v sebi, je nemogoče, da se osvobodi odvisnosti, ne? To je pa znano. Ja, se veste, prav skozi to, kar sem vam zdaj pripovedovala, ker kaj se zgodi, ko začne par počasi prepoznavati, da otrok ne bo. Išče bližnjico. Vsaka stiska je taka, ne? Več ali manj, zelo na hitro bi radi ven iz tistega lijaka, stiske, kamor nas posesa, bi zelo na hitro radi ven. Čim manj truda. In kako? Ja, kar z drugim otrokom. S posvojenim otrokom, ne? In par se fokusira na tega otroka. In ne vidi več. Itak diha na škrge, ne? Stiska je tako, da komaj dihaš, vsa energija gre za to, da preživiš, ne? In tistega otroka, ki bo rešil, otroka, rešitelja, ne? Ki bo rešil. Ta fokus je tako močan, da sem jaz v enem članku to zelo natančno opisala in prišla do zaključka po izkušnjah, da je to stanje odvisnosti od otroka. Vidite, in kaj, če v odvisnosti dobite vi? Ko bo prišel k vam, recimo službo, strokovno službo, nekdo, ki ima problem s težavo s alkoholom. Ja, a boste na mizo dali viski, pa mu natočili? Tako je pa s tem otrokom. V taki situaciji, ko je ta odvisnostna potreba po otroku tako močna, je največji delež posvojitev dan narejen. A mi razumete, največji delež otrok je dan tem ljudem. Katastrofa. Čestitke vam, res tako globoko ste razdelali to področje. Kaj so vas še naučili ti neplodni pari? Ja, se pravim, to sem se jaz od njih naučila. Tudi starejši otroci. Kako potrebno je recimo
Veste, jaz zmeraj rečem, prišli ste z namenom, da bi otroka dobili, in ko ste prišli na prvi razgovor, sem vas kar videla, kako ste gledali po tomari. Najbolj, da bi kar odprla pa otroka dala, ne? In bi ga zagrabili in šli. In bi pozabili tisti trenutek na program, na deteljico, na vse, samo da je otrok. Potem se pa zgodi to, da pozabijo na tistega otroka v omari in se usmerijo v življenje, v sebe, kaj imajo in kaj so me naučili. Kaj je tisto, kar mene radosti, kar mi daje veselje številka 1. Recimo je to, ko se pojavi ena ponudba za otroka, ker centri se tudi k nam obrnejo po pomoč in recimo je tako v narekovaju rečeno dobra partija, ne? Recimo otrok v porodnišnici, zdravo, ono, tretje. Parov imam kar nekaj v skupini, ne? Od enega do drugega. In mi takole odgovarjajo, ja, veste, midva še ne bi. Joj, midva sva čist na začetku. In tako naprej. Halo, enih 7 parov, pa pridem k enemu, ki je že 4 leta. Pa pravi meni, ja se, kaj pa vidva? Verjetno bi pa šlo, ne? Gospa Bevčeva, ne še, name je šele zdaj lepo. A vidite, kaj je ta odvisnostna potreba? In takih parov sem jaz vesela. Da najprej ozdravijo sami? Poslušajte, oni bodo v življenju lahko z otrokom ali brez. In to je pomembno. Ne za vsako ceno otrok. Sicer bo tudi otrok potem na nek način žrtev, ne? A veste, kaj se zgodi? Če pridejo do tega in začutijo globoko v sebi, ja, tudi posvojitev, ta se bo zgodila. Imam pa kar nekaj parov v zadnjem času, v obdobju 5 let, ki so prišli do te točke, ampak jim je bilo toliko lepo v tej svobodi, ker ni bilo več te bolečine, zaznamovanosti, ker ni otrok, ker ne morata zanositi, ker so ta vprašanja odpadla, ker so se odprli svojim prijateljem, svoji družini in o tem mirno govorijo, da ni bilo več tiste zasidrenosti, ja, posvojitev. In enostavno ostajajo brez. In vidim, kako se odpirajo drugim možnostim, druge stvari raziskujejo v življenju, lepe stvari delajo, ne? Tako zdaj sem se spomnila enega gospoda, igra orgle, vse sorte spremlja. Veste, tako je rekel, glejte, koliko mi je zdaj to dalo, da sem se pa drugam preorientiral, ne? Ali na začetku pari, ko pridejo k vam v vaš program, ko se vključijo v ta program, ali pričakujejo, da bo še lahko prišlo do zanositve? Seveda. Še pričakujejo? Vsi ali se že usmerjajo v posvojitev? Ne pričakujejo vsi, ampak veste, tako, k nam v program lahko pridejo pari, ki sploh imajo težave z neplodnostjo ali pa niso niti še zaključili celotnega zdravljenja, lahko se že vključijo. Če bi medicina vedela, kako je pomembno po drugi strani delati s parom, da se razbremeni, bi jih več poslali, ne? In bi tudi ostali tukaj, ker bi lažje, tudi ti rezultati medicinski bi bili lažje, ne? Ker mi veliko naredimo v krču. Ženska ima to moč, žensko telo, jaz sem se to tudi tukaj naučila. Sem imela eno gospo, ki je de facto je bilo nebo otrok. Mlajša. 3-krat je zanosila. 3-krat je zanosila in 2-krat je stisnila. V nekem strahu, nekaj se je dogajalo. Se je potem razrešila to zagato. Ampak 2-krat je šlo naprej, ni donosila. 3-tič, ko se je osvobodila in potem sta že šla iz programa dolgo časa po tistem, evo. Ja, gospa doktorica Bevčeva, imam občutek, da ste vi kot neki kvas sedaj
v tej naši družbi, kar se tiče tega področja in težav z neplodnimi pari. Pa me zanima, kakšna je vaša odprtost za sodelovanje s strokovnimi službami centrov za socialno delo in drugimi institucijami. In tudi koliko je vaš program za nadomestno starševstvo transparenten? Naš program je tako transparenten, da se nas bojijo. Kaj to pomeni? Vsak par, ki se vključi in je bil poslan preko centra oziroma je že dal vlogo na en center za socialno delo v smislu želje po posvojitvi, vloge po posvojitvi. Takoj so povabljeni strokovni delavci v program. V programu se lahko poučijo takoj, kaj bo par dobil, koliko časa bo trajalo in od nas, torej lahko bi prišli vsakokrat. Od tega, ko se par vključi, so lahko vsakokrat na sestanku. Ampak zelo malo kdo se odloči, da pride pogledat. To je eno. Drugo je transparentnost. Ko so pri meni pari vključeni, dobijo ali potrdilo, da so bili vključeni, točno se ve, koliko časa in kaj. Če pa pride tako daleč, da lahko mirno jaz stojim za tem, da se že konkretno pogovarjamo za nekega otroka, pa jaz napišem obširno poročilo, mnogo obširnejše, oziroma v takem smislu, ki ga Center za socialno delo ne more. Ker pomislite, par hodi v program 2, 3, 4 leta, 2krat na mesec, po 3 ure, 10 mesecev na leto, eno nedeljo v mesecu se cel dan družimo v naravi, potem je prednovoletno srečanje, 3-dnevni tabor. Ja, pa kdo bo bolj poznal ljudi kot znotraj skupine člani in jaz. In torej, transparentnost je popolna. In ko jaz napišem poročilo za potrebe Centra socialno delo in sodišča, vedno ga pošljem paru, da ga prebere, predno gre iz mojih rok. In če se strinja, praviloma se strinjajo, gre to naprej. Mi smo popolnoma transparentni. Vam bom eno situacijo povedala, ki je bila zelo zanimiva, pa tudi zelo sem vesela, da je ta moja kolegica tako reagirala. Imela sem en par, oziroma tako bom začela, imela sem ponudbo za enega otroka zelo na hitro. Ker se je prehitro porod zgodil in ta kolegica me kliče in pravi, lepo te prosim, nisem te prej obveščala, a imaš možnost, to in to se je zgodilo. Ja. No in jaz sem par obvestim in tako, kot sem vam prej pripovedovala, par, ki je bil že dalj časa vključen, ampak žena ni bila še pripravljena. So bile zelo težke situacije zdravstvene in ona se ni čutila še, da je to čisto zaključeno. In tako sta 2krat rekla v bistvu ne in prepustila priložnost drugemu. In tako je prišla ena situacija k enemu paru, ki bi, če me vprašate, pa tudi takrat, je bilo mogoče ne pol leta prezgodaj. Rabila bi še majhne stvari, udejaniti znotraj sebe dozoreti. Ampak boljše je otroka namestiti in zavezati par, da je naprej vključen, kot pa prepustiti, da nekam pride nepripravljenim parom. No, in tako se je zgodilo. In mesec dni po namestitvi otroka, kolegica kliče prav, bi šla pogledat na obisk, ali pa mogoče bo 14 dni po tistem, ko je otrok prišel že v roke bodočim posvojiteljem. In pridemo, da bi vi videli to mojo gospo, ki je bila potem posvojiteljica temu otroku. V kakšnem strahu je bila ona. Jaz sem jo cel čas spremljala in hvala Bogu, da je ta moja kolegica toliko zrela,
toliko odprta tudi za to naše delo, da je to opazila. Otroka se ni upala niti z rok dati. Tudi kozarca vode se ni upala postreči, ker kaj pa, če bi otroka odnesli? Vam povem, to je bila lekcija učna še in še. In gremo lepo potem vsaka na svoj center in ona mene kliče, ta kolegica. Prav mene nekaj muči. Zdaj, kaj jaz približno vem kaj, ampak ti kar povej. In pove, prav, tole mi ni bilo, tole sem bila, to je pa toliko strahu. Jaz sem rekla in ni mogla verjeti, da sem jaz enostavno ji predlagala, greve obe ali pa grem jaz sama. In je bilo treba zelo malo, veste, malo pogovora, ampak zelo direktnega, zelo iskrenega, kaj se je dogajalo, kakšni strahovi, zakaj se je to zgodilo, to niste vi, to, opazovala sem to in to. In je vse povedala gospa. Kaj sem mislila, da točno tako moram biti? Ne. A me razumete? In se zadeva krasno, danes so odprti, tudi s tem centrom sodelujejo. Fantje, zdaj že 10 let star, ne, so bili tudi gori, so toliko odprti, da bi se tudi srečali, sorojenci, ker ima še 2 pol brata, ne, in z mamo, ampak niso še tam pripravljeni, ne. Tako, a veste, kaj pomeni ta odprtost, ampak iskreno, pošteno. Tudi če včasih, veste, težko nekomu da to gledalo, ampak vi tukaj to je zdravilno. Pravzaprav že vse leta delate na nekem psihološkem področju in za duhovno rast pravzaprav teh posameznikov, ne? Ja, veste, jaz sem se mogla to naučiti. Ko pa sem se to naučila in sem to v program dala, namreč jaz vem od vsega začetka, meni je da to že v zibko položeno, da v življenju ne moreš nič napredovati, če duhovno, če ne pride do dviga zavesti, do razsvetljenj, takih krajših, ne? In ko je človek v stiski, to sem opisovala, kako se par počuti, par, ki nima otrok, ki se sooča z neplodnostjo, v kakšni stiski je, kako se on dvigne te stiske, če se duhovno ne razsvetli. Kaj ste spoznali, kateri so glavni pogoji, temelji za to, da bi človek lahko duhovno napredoval? V mojem programu je to resnica. Da se soočijo, da si pogledajo v resnico, ne bo otrok, imava težave, to traje, seveda, pri enih je tam pol leta, do leta dni, eni pa rabijo tudi par let, da se s tem soočijo. Različne so te poti, ne? Ampak vedno je samo resnica. Veste, jaz sem se spraševala zelo, zelo znotraj sebe, zakaj jaz to počnem? Počnem zato, ker mi resnica v življenju pomeni številka 1. Sedaj vas bom pa še nekaj vprašal ob koncu tega pogovora, glede na to, da ste tako usmerjeni k resnici. V zadnjih letih smo imeli izkušnjo, ko je bila resnica prepovedana. V času COVID krize, pa me zanima, kakšen je bil vaš odnos v tem času do cepljenja, do cepiv, do medicinske stroke in drugih znanosti, ki so bile vpletene v vso to situacijo. Ja, je bilo zelo zanimivo. Sama sem se spraševala, kaj se je zgodilo, odkje sem jaz dobila neka sporočila, da znanost ni to, kar se nam kaže. Veste, tudi jaz, ko sem doktorirala, je bilo jasno rečeno, v znanosti je pomembno dvomiti. Dvom, dvom, dvom. In meni je profesor lepo rekel, zdajle, ko ste vi zagovor zaključila, ko bo to objavljeno, takoj lahko nekdo vloži dvom v rezultate. Znanstveni dvom je nuja za napredek, ne, znanosti. No, in prvo je bilo to, ker je bilo tako, veste, absolutno znanost. Ampak kakšna znanost? Saj v znanost moramo dvomiti, se moramo vedno vprašati, kaj pa je še lahko zadej. In jaz sem
sploh ne vem, jaz vam ne znam povedati, od kje sem jaz dobila nekaj, da sem začela malo brskati po spletu in sem odkrila kar enih par dobrih knjig. In jaz se spomnim, da sem 21. leta na začetku že brala Đudi Mitković, Kuga korupcije. In ko to prebereš, to knjigo, ki je išla januarja, jaz sem v februarju že brala, vse imamo v slovenščini. Vam povem, mi imamo krasne pogoje, če hočemo slediti resnici, ampak seveda ne smemo biti leni, ne? Kaj vam konkretno ni šlo v račun v tistem času v naši družbi? Vsi cepiti. Imam eno zelo zanimivo osebno izkušnjo. Meni se je zgodilo, mladi punci, osmošolki, da sem zbolela za miokarditis. To je vnetje srčne mišice. In to je pomenilo, da sem jaz celo gimnazijo imela prepoved telovaditi, s mojimi sošolci iti na tabor, pedagoška gimnazija, vse to imela. In kmalu bi se lahko zgodilo, da bi ne mogla iti niti na ta 3-tedenski izlet, ki je bil za nas vedno veselje, za srednješolce na pedagoški gimnaziji, po Jugoslaviji bivši, ker smo si ogledali vse te manastirje, cerkve in tako lepe stvari, no. V glavnem, in jaz sem potem 4 leta vsak dan po navodilu revmatologinje hodila redno na preglede, ne telovadila, jedla ospen vsak dan. Tako da ste tudi sedaj v času covida bili previdni glede teh cepiv? Da vam povem. In potem, ko nisem mogla več, sem jo obračala od vsega, sem vzela cepivo, tole ospen. In kaj se je pa zgodilo, ko je bilo treba iti na ekskurzijo? Takrat so pa razsajale, v narekovaju, vsi vemo, kakšna situacija je bila takrat, da niso razsajale, ampak je bilo pa drugačno zadej, črne koze. In Jugoslavijo so pocepili. In z mojo teto, pri njej sem živela, ko sem v gimnazijo hodila v Ljubljani, sva šle do te moje zdravnice in je rekla, lejte, zdaj je to cepljenje. Ne, je rekla zdravnica. Miokarditis ne cepiti. No, in jaz sem šla brez cepiva, čez 1 leto sem pustila še vso terapijo in sem se odločila, če lahko pri mojih starih starših na kmetiji delam vse vikende, ko sem prišla domov, bom lahko tudi telovadila. In sem opustila vse in začela zdravo, naravno živeti. In to je bilo nekaj, kar me je spomnilo zdajle v covid času. Ni cepivo za vse. Ni cepivo za vse. In jaz sem bila previdna. Najprej sem rekla, jaz ne bom šla, jaz sem miokarditis preživela, če je to res nekaj na tem, jaz to ne bom šla. V tistem času je pa toliko že pricurljalo stvari ven, da preprosto si lahko dvomil v dobro za vsakega. In jaz sem se potegnila nazaj in videla, da zame osebno je bilo veliko prevar narejenih. In ne boste verjeli, jaz ne obsojam nobenega, ljudje morajo sami priti do tega. Sem se zelo potrudila in sem jim marsikomu povedala svoje mnenje, ampak od nobenega nisem pričakovala, da bi ga upošteval. Sem pa vesela, da smo znotraj te ožje naše družine nekako se razumeli in povezali, a ne? Da zaključiva, gospa doktorica Bevčeva, zelo zanimivo področje ste danes odprli na našem programu. Vi ste torej na nek način pionirka, bi lahko rekli, na tem področju v Sloveniji, glede na to, da že toliko let pravzaprav ste nekakšen center tega dogajanja. Kaj bi svetovali sedaj tistim parom, ki vas poslušajo in imajo težave s plodnostjo? Veste, jaz lahko svetujem, ampak običajno ne slišijo, ne?
Jaz bi tako rekla, vsak par, ki se znajde v situaciji neplodnosti, ga zelo razumem, da je v težki življenjski situaciji, ampak ni brezizhodna. In če ne bo nič naredil v smislu iskanja prave pomoči, to pomeni to, kar sva rekla, duhovne razsvetljenosti, to, da se očisti strahu, da se očisti pričakovanj, kaj mora biti on, kdo on je, da preokviri vrednote, da se pogleda v ogledalo, da je tudi brez otrok krasen in potreben vsem nam. Brez tega Ne bo šlo. ne bo šlo. In če mislijo ti pari, da se samo z otrokom reši neplodnost, so v veliki prevari. Ampak razumem jih. Torej, če kdo želi, pri nas je program odprt, je zahteven, morajo nekaj narediti na sebi, ampak je pa tudi učinek tako močan, da se res veselijo tudi sami, ko pogledajo, kaj so prehodili. In se izplača, vi ste izdali tudi knjigo Posvojitev otrok. Ja, to je pa vstopnica. Je to vaša doktorska dizertacija? Ne. To je pa na prvi diplomi. To je pa opis mojega dela, kaj sem se naučila ob ženskah, ki so se znašle v tej situaciji, da so dali otroka v posvojitev. Veste, kdor gre to pot skozi, potem zna ceniti, se z eno tako spoštljivim odnosom pogledati na njih, ne glede na to, kakšna situacija je zadaj. Najlepša hvala vam za to, da ste prišli v naš studio v Maribor iz Ljubljane. Tam je pravzaprav sedež vašega društva Deteljica, ne? In prepričan sem, da se bomo kmalu spet kaj videli, kajti tema je zelo pomembna. Prepričan sem, da tisti, ki imajo težave, bi radi še več slišali. Morda tudi kakšna pričevanja teh, ki so vključeni v vaš program. Ja, avtentične izpovedi so, veste, tisto, kar vleče. Ampak mora biti resnično. In ko ljudje poslušajo, to začutijo. In ko si usklajen s kozmično resnico, ki je v tebi, potem zmagaš v nagovoru ljudem. Lepo. Naj bo to dovolj za prvič. Res lepa hvala vam. Dragi gledalke in gledalci, tudi vam hvala za vašo pozornost. To je bila torej naša današnja gostja, diplomirana socialna delavka, strokovna vodja programa priprave na nadomestno starševstvo pri društvu Deteljica. Več let pa tudi, kot smo že povedali, asistentka in predavateljica na fakultetah za socialno delo in za turizem v Portorožu. Hvala za vašo pozornost.